Prehajamo na tretjo točko, ki je seznanitev z odločitvijo o izjemni dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Seznam je objavljen v gradivu številka 15, predlagatelj župan, poročevalci pa magister Matjaž Srša, Maja Sušnik in pa Lidija Fujan. Besedo ima direktorica Maja Sušnik. Izvolite. Hvala lepa. Pred vami je gradivo glede seznanitve z odločitvijo o izjemni dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Se slišimo? Ja, slišimo. Ja, hvala. Zdaj, v pravni osnovi imate navedeno, da je pravna osnova za izjemno dodelitev teh neprofitnih stanovanj pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Pred časom sta se dve družini obrnili na občino Kamnik s prošnjo, naj občina poskrbi za njuno namestitev začasno. In sicer v prvem primeru je 4-članska družina prejela odločbo gradbenega inšpektorja, da se morajo izseliti iz svoje stanovanjske hiše v Črni pri Kamniku. V drugem primeru pa je v bistvu se družina povečala z 2 mladoletnima otrokoma zaradi izredne situacije. In tudi v tem primeru se je matična družina oziroma družina, ki se je razširila, na občino obrnila, zaradi tega, ker se je kar naenkrat znašla v situaciji, da njihovo stanovanje ni več dovolj veliko. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem govori o tem, da je potrebno o vseh izjemnih dodelitvah neprofitnih stanovanj v najem obvestiti občinski svet. Zdaj, mi smo malo se pogovarjali o tem, kako bi zdaj to, ali bi samo pisno obvestili vse svetnike, ampak potem smo se odločili vseeno, glede na to, da je naš cilj vseeno transparentnost, smo rekli, nič, bomo kar točko dali na občinski svet, pa bomo v bistvu rekli, da se občinski svetniki v bistvu s tem seznanite. Gre pa v prvem primeru za 4-člansko družino, ki se ji je že dodelilo stanovanje na ulici Matije Blejca. V drugem primeru pa gre za po novem za 5-člansko družino. To stanovanje naj bi se pa dodelilo na Župančičevi ulici. V obeh primerih zakon ne dovoljuje oziroma pravilnik ne dovoljuje, da se to stanovanje dodeli za nedoločen čas, tako da načeloma je to stanovanje dodeljeno za 1 leto. V izjemnem primeru seveda se lahko tudi podaljša. Hvala lepa. Hvala, direktorica. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Glejte, jaz nimam nobenih težav s potrditvijo tega, da tem družinam, ki pač so se znašli v neki krizni situaciji, dodelimo mimo reda občinsko stanovanje. Me je pa presenetilo predvsem to, da smo tako na hitro našli 2 prazni občinski stanovanji. Zato moje vprašanje za občinsko upravo, koliko imamo še praznih občinskih stanovanj namenjenih socialno ogroženim? Ker na razpis se običajno prijavi veliko število zainteresiranih in kar nekaj jih ostane pred vrati. Te seveda potem situacijo rešujemo tako, da občina plača nek delež najemnine. Praznih stanovanj pa običajno ni, tako da sem bil malo presenečen na tem, da kar, bom rekel, malo manj kot čez noč smo našli 2 prazni stanovanji. Moje vprašanje naprej je, koliko imamo še praznih stanovanj. Kar se pa tiče dodelitve teh 2 stanovanj, tem 2 družinam, pa še enkrat ponavljam, absolutno za in podpiram, kajti mislim, da je ena prvih skrbi občine tudi to, da zagotovi streho nad glavo tistim, ki so se znašli v res neki kritični situaciji, za kar niso sami krivi, običajno.
tukaj vsaj pri enem primeru niso, drug primer pa verjamem in upam, da se bo rešil, no. Tisto v črni, jaz upam, da se bo saniralo, ker to, ko sem bil jaz seznanjen s situacijo, pa moram reči, da imam malo dvomov o tem, da bo zadeva rešena v enem letu, ampak upajmo na najboljše in dokler bo treba, ja, naj bodo mimo vrste. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, gospod župan. Jaz bi tudi čisto na kratko tukaj pač pohvalil v bistvu to, da imamo sploh ta inštrument, ko v takih okoliščinah lahko župan odreagira in hvala županu, da je prepoznal nujnost in da se je odločil za uporabo tega inštrumenta za podelitev za izredno podelitev neprofitnih stanovanj. Upam, da bo v takih okoliščinah vedno mogoče tako ravnati, da se bo tistem, ki se bodo znašli v stiski, da bomo lahko pomagali. Je pa na mestu vprašanje, ki ga je pa zastavil Igor, tako da mislim pa, da bi bilo pa to zelo fajn vedeti in fajn odgovoriti, koliko je teh stanovanj, ki so v bistvu, ki jih lahko župan na ta način pač v teh takih primerih dodeli. Hvala. Hvala. Besedo ima Dušan Papež. Ja, tudi jaz sem zelo vesel in se strinjam s tem, da pomagamo takole družinam, ki so v stiski. Je pa zdaj tudi, mi je padel na misel, tako kot je že velikokrat sem predlagal, tudi mi, občinski svetniki, bi lahko dali kakšno sejnino za kakšne take reveže, kot mislim, da jih je zmeraj več. Hvala. Hvala. Zdaj, preden bom zaključil razpravo, bi dal še predlagatelju, torej poročevalki Maji Sušnik besedo, da odgovori na te vprašanja. Maja, izvolite. Hvala lepa. Zdaj, gospod Pogačar je rekel, koliko je še takih stanovanj, ki jih župan v tem primeru lahko izjemno dodeli. V bistvu načeloma, to so izjemne dodelitve. To morate vedeti, da to je izjemna dodelitev, ki jo pravilnik izjemoma dopušča. Načeloma se neprofitna stanovanja dodeljujejo na osnovi razpisa. Zdaj najbrž večina od vas ve, da je bil razpis objavljen v zaključku lanskega leta, tako da je še v teku. Poleg teh dveh stanovanj je po mojih informacijah, mislim, da imamo praznih še 6 stanovanj. Je pa tako, da načeloma kakšno stanovanje se bo še tekom teh naslednjih, ne vem, leta ali 2, odkar bo ta razpis v bistvu objavljen, ta prednostna lista, se bo tudi kakšno stanovanje še izpraznilo, pa ga bomo potem lahko dodelili po tej listi, ki bo objavljena. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, prijav je bilo pa mislim, da okoli 100, tako da prostih zaenkrat 6. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z odločitvijo o izjemni dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Za. Nives Matjan? Za. Magister Šimso Mujanović? Glasujem za. Duško Papež? Da. Božo Pilej? Glasujem za. Ančka Podbevšek? Za. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Za. Robi Prosen? Za. Dr. Janez Rifel? Za. Edi Strujević? Za. Matija Siter Močnik? Matija Siter Močnik? Cvetka Slapnik? Za. Anton Tone Smolnikar? Za. Francis Pruk? Za. Marko Šarc? Za. Mojca Škraba? Za. Zanka Očakar? Za. Karla Urh?
Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.